Le redko se nam ponudi priložnost, da lahko vstopimo na vrt, ki ga je zase oblikoval strokovnjak za hortikulturo. V Žireh v Poljanski dolini je pred desetletji začel nastajati vrt, kot si ga je zamislila ugledna oblikovalka vrtov Juta Krulc. Letos mineva 8 let od njene smrti. Vrt leži ob rojstni hiši akademskega likovnega umetnika Tomaža Kržišnika, ki je sooblikoval ta prostor. Na vrtu družine Kržišnik v Žireh se pozna pečat Jute Krulc, saj je ona zasnovala prvotni načrt. Poznavalka rastlinskega sveta in občudovalka narave je na domačem vrtu ustvarila razgiban, izviren in okolju prilagojen prostor. Danes njeno izročilo negujejo in razvijajo njeni dediči. Smo na enem od slovenskih zgodovinskih vrtov. Ni jih dosti, ampak ta je vreden predstavitve. Glavno vsebino mu je dala gospa Juta Krulc. Njena hči Maja Kržišnik, ki zdaj drži roko nad vrtom, tako rekoč. Tako dolgo se že poznava, Maja, da te bom kar tekel, če lahko. Ja, seveda. Maja, za tiste, ki tega vrta vendar ne poznajo, je bila mama tista, ki ga je začela, je bila sama. Kdaj približno? Vrt res že zelo dolgo časa nastaja. Začeli smo ga s tistim letom, ko je začel tudi Tomaž prenavljati del svoje rojstne hiše za atelje in za stanovanjske prostore. In nekako sva si želela odprt dom, ki bi vključeval tudi vrt in bi bil zelo povezan s krajino. To, kjer zdaj stojimo, je bil en velik travnik, ki je bil omejen s soro na eni strani in potem na dveh straneh z grabnom oziroma studencem, ki izvira v bližnjem Žrku. To je ta hrib, ki tudi obdaja vrt. Vrt je mama začela zasajati. Seveda prvo je tole drevo, tako sodi v ozadju, to najvišje drevo, ki se ga vidi, ki nama ga je zasadila, ko sva se poročila. Se pravi, to je zdaj že skoraj 50 let od tega in od takrat naprej ta vrt nastaja postopoma. Vrt ni ograjen, izvira pravzaprav iz tega, ker je Tomaž bil zelo povezan s to okolico. Rad je lovil ribe v Sori, rad je hodil v Žrk. To mu je zelo veliko pomenilo v življenju in ravno tukaj je hotel narediti svoj atelje. In seveda, da ima odprto komunikacijo z sosedi, ki jih je tudi zelo rad obiskoval. In eden od teh sosedov je bil tudi mojster, ki je delal v železu in sta skupaj delala, kot sta sama rekla, projekte. To so bile recimo vse te inštalacije, ki so tudi po vrtu. No in zato je pač želel imeti to diagonalno pot, bližnjico do soseda in mama je potem pač ugotovila prav, če hočeš imeti ti pot, potem ne bo to vsaj drevored in je potem zasadili smo močvirske hraste. Pokojna Juta Krulc je v več desetletni karieri ustvarila več 100 načrtov za vrtove po Sloveniji. Ker vrt brez vodnega motiva skoraj ne velja za pravi vrt, tudi na tem ne manjka vode. Celo več, pod gospodarskim poslopjem, ki je del domačije, teče potok, ki napaja manjši bajer. Juta je bila izjemna poznavalka rastlin, tako okrasnih kot tistih v naravi. Posebej so ji bile pri srcu trajnice, zato je na vrtu preizkušala različne kombinacije rastlin, ki jih je prinašala s svojih potovanj. Nekatere združbe so se obdržale. Po Tomaževi zamisli je nastal izviren krog sredi vrtne površine. Pač z bagerjem so narisali krog in je naredil en dvojni obraz, ki je zdaj sicer viden ali je z dronom ali pa iz Žirka. In rekli smo mu Sonce in Luna. Smo ga opremili z žarki trikotnimi in na eni strani so zelišča, na eni strani pa zdravilne rastline. Potem se pa zadeva nekako prevesi v krajino, gre za ta lahek prehod, zamejujejo jo razna drevesa, ki so delno užitna, se pravi, to so dreni, glog, ta divja drevesa. Potem s tem kozolcem se začenja nek tak gospodarski del z sadnim drevjem in potem še z manjšim zelenjavnim vrtom.
Na vrtu je videti več izvirnih likov ali projektov, bodisi iz kovine ali lesa. Vrtovi so živi organizmi. Ena od njihovih značilnosti so spremembe. Tudi ta vrt se počasi spreminja. To je vse prvotna zasaditev. Zdaj je vrt res v tisti zreli fazi, ki je treba kaj spremeniti. Recimo prej sem omenila te močvirske hraste v tem drevoredu. To je bila ena taka zelo velika sprememba lansko leto, ko smo zasadili, smo jih posekali, zaradi tega, ker so se začeli sušiti. Potem smo se odločili za navadne gabre, neka protiutež ali kako bi rekli, neka druga vrednota v tem vrtu. No. Zdaj pa, kako se lotiti te prenove, je ena velika odgovornost, no in potem smo za pomoč prosili Matica Severja, diplomiranega agronoma in načrtovalca vrtov, in on nam zdaj recimo pomaga nekako narediti projekt te prenove. Sem bila vedno proti neki, sem rekla včasih, dresuri, kje rože smejo rasti, pa kje ne, pa kakšne lahko, pa kakšne ne. Ampak da se jih pusti, recimo, zelo sem vesela vsako pomlad, ker je zmeraj več podlesnih vetrnic na travniku in potem je zmeraj več žafranov. Družina tako ohranja dediščino oblikovalke vrtov Jute Krulc. S prirejanjem najrazličnejših dogodkov v hiši in na vrtu se oblikujejo nove povezave doživeti narave in kulturne dediščine ter spajanja vidnih in čutnih zaznav.